Spoštovani svojci, umrlih v vojni za Slovenijo, dame in gospodje, ki ste se danes zbrali na tem kraju spomina na umrla vojaka Antona Žaklja in Martina Miroslava Mok. Dovolite mi, da najprej pozdravim našega visokega gosta, podpredsednika vlade in obrambnega ministra magistra Mateja Tonina. Veseli me, da ste se odzvali našemu poročilu. Med nami pozdravljam župana občine Logatec, občine Vrhnika, predsednika Združenja vojnih invalidov in svojcev umrlih, praporčaka veteranskih organizacij, gospoda župnika iz župnije Rovta Janeza Petriča. Lepo pozdravljeni. Letos mineva 29 let od tragičnega dogodka in že 7. leto zapored smo se zbrali na tem prav posebnem kraju. Zaradi znanih razmer v povezavi z virusom COVID-19 je naše srečanje malo okrnjeno, a zato nič manj pomembno. Prav poseben kraj naše domovine je tukaj. Nekaj 100 metrov stran so še vidni ostanki pozno-rimskega obrambnega sistema. Stojimo nekaj 100 metrov stran od jam, v katerih še vedno ležijo žrtve revolucije. Malo nad nami stoji križ, kjer je bilo pred 29 leti izkopanih 12 mož in fantov, pobitih junija 1945. Njihove kosti pa so na sodni medicini v Ljubljani morali čakati do prejšnjega petka, ko smo jih položili v posvečeno zemljo na Dolnjelogaškem pokopališču. Pred 29 leti v vojni za našo domovino je teritorialna obramba s pomočjo cestne barikade tukaj spodaj na cesti zaustavila tankovsko kolono, ki je z Vrhnike prodirala proti Logatcu. Danes bom ponovno spomnil na besede šoferja Marjana, ki je tudi danes z nami, ki je imel svoj kamion v barikadi. Takole mi je rekel: "Veš, Jože, takrat sem resno razmišljal, v katero stran se bo vojna zapeljala. Ali sem na pravi strani, ali se bojo moje kosti pridružile mojim stricem in staremu očetu nekje v Rudniških jaških ali Kraških breznih." Ni bil edini, ki je tako razmišljal. Večina nas je dobro vedela za čase po drugi svetovni vojni. Vemo, kdo je zmagal, in vemo, da nihče od zajetih pripadnikov JLA ni končal v Kraških breznih. Nisem pa prepričan, da bi vam danes govoril, če bi se vojna sreča obrnila drugače. Dogajanje kasneje v Bosni to samo potrjuje. Danes, ko vem, da sem bil na pravi strani, pa ne morem razumeti, da slovensko vojsko, ki je naša naslednica, zmerjajo z izdajalci. In to tisti, ki se imajo za naslednike naših velikih kulturnikov. Žalostno, kam drsi ta družba. Hvala še enkrat vsem, ki ste se danes tukaj zbrali in počastili spomin. Hvala vsem, ki vsako leto zapored pripravite prostor, skrbite za ozvočenje in ostale stvari. Hvala obrtniškemu mešanemu pevskemu zboru, ki se je nam tudi že sedmič zapored pridružil. Hvala gospodu župniku Janezu Petriču za darovano mašo. Vabljeni tudi naslednje leto. Bog živi Slovenija.